Spoštovani vinogradniki, ko končamo z vsemi pomembnimi deli pred strgatvijo, torej nekje meseca avgusta, nam preostane dostikrat čas, ko bi lahko, oziroma ko moramo iti v vinograd, si pogledati trte, kako so po vsem tem delu, kako so zdrave. Še posebej, če imamo na Primorskem Cabernet Sauvignon sorto, na Dolenjskem Modro Frankinjo posod Sauvignon, predvsem pa na Štajerskem Sauvignon, Laški Riesling, Renski Riesling, Traminec. V teh vinogradih z temi sortami, spoštovani, pojdimo v vinograd in oddaleč poglejmo že, če so kakšne trte drugačne od ostalih zelenih. Že oddaleč v sorti Sauvignon lahko vidimo trte, ki se že oddaleč ločijo od drugih. Od teh lepo urejenih zelenih je pred nami enkrat trta, ki ima rjavkaste rumene liste, mi temu pravimo tako imenovane tigraste liste. In ko vidite takšno trto, ovelo grozdje z takšnimi listi, je to znak eske. Eska je skupni izraz za kompleksno delovanje gliv. Ta bolezen je izredno, bom rekel, skoraj identična z boleznijo pred 140 let, ki je prišla iz Amerike, to je trtna uš. Tudi tam je bilo zelo veliko sojev, ki so delali vsak na drugačen način, tako kot pri eski, različne glive, ki delajo na različen način, vse pa delajo v skupnem cilju. Kot je trtna uš uničevala korenine vinske trte, tako te glive uničujejo les vinske trte. Pri taki trti vemo, da je trta pravzaprav obsojena na smrt, na propad, na izkrčenje in grozdje, katero je na njej, ni ekonomsko uporabno, še več. To grozdje deluje negativno, če bi ga povezali z drugim grozdjem. Zato vedno, ko pridete v vinograd in vidite tole tik pred trgatvijo, vzamite škaf, vzamite posodo, vzamite škarje in najprej, kaj če pogledate, je odstranite to grozdje. Eska ali pa delovanje teh gliv na vinsko trto bi naj bilo spodbujeno z mnogo katerimi dejavniki. Še zdaj ta bolezen ni raziskana, pravzaprav generalnega protistrupa ali pa nekega zdravila proti eski nimamo in praviloma delujemo lahko proti eski samo preventivno, ker so to glive. Se glive najbolj razvijajo na zelo bujnih sortah, kjer je zelo veliko vlage, kjer je zelo veliko padavin in v takih letih, kot je letošnjo, je ta eska še posebej dejavna. Širjenje eske, do zdaj je bilo ugotovljeno, da se vsekakor širi. Prva stvar je v trsnicah, ampak naše trsnice so zelo restriktivne, kar se tega tiče. Drugo pa je, da je to prenos. Prenos pri različnih tehnoloških opravilih, kot je rez v mokrem in pa v vlažnem vremenu, kajti v zimskem času je tako zvana spolna oblika te glive v obliki trosov, ki plovajo ali bom rekel, potujejo po zraku in so sposobne v zimskem času pri stopinjah 3 do 5 stopinj nad ničlo pri vlažnem vremenu okužiti vse trte, katere imajo v prečniku večje rane, kot je tale. In praviloma je pojav eske povezan pri teh sortah, to je praktično ugotavljamo, z vdornim mestom. Vdorno mesto, kjer ga vidimo tule, je pa ta velika rana. Ta velika rana je vdorno mesto in še nekaj, eska od infekcije do tega, ki jo javno, da jo vidimo, včasih traja tudi več let, tudi 10 let,
In praktično ugotavljamo, da koliko boste videli tako prizadetih trt v svojem vinogradu, morate pravzaprav pomnožiti krat številko 10, toliko je okuženih. Zato pravijo, da bi naj bila ta bolezen ena skoraj dolgoročno enako nevarna kot trtna uš. In pri trtni uši je bila najpomembnejša preventiva. To je sicer potem z cepljenjem, ampak tudi preventiva z vsemi ostalimi stvarmi infekcije, isto kot pri koroni. Trti okuženo zvezko smo najprej odstranili vso grozdje. Po izkušnjah v letu 2016 iz Južne Tirolske, kjer sta Simoniti in Sirč začela za tako imenovano dendrokirurgijo ali kirurgijo vinske trte oziroma trte kot takšne, sta začela delovati z motorno žago iz izvora, očiščenje glive in potom tega sta ugotovila, da je lahko iz tega izhaja tudi veliko ozdravljenje trte. V 2-letnem poskusu, ki ga imamo v Ivanjkovcih, smo z tako zvano dendrokirurgijo in ki je izvajala poleg nas firma Eurovix, z uporabo antagonistične glive Trichoderma, ugotavljamo, da lahko z takšnim sistemom, kot je pač tudi na Južnem Tirolskem bilo rečeno, lahko tudi do 80% okuženih trt revitaliziramo. No, ob tem pa smo potem tudi naredili eno izpeljanko te dendrokirurgije, kajti ta osnovna dendrokirurgija celotnega trte je izredno komplicirana, zahteva veliko časa in tudi sredstev. Potem pa smo naredili nekaj zelo preprostega, v bistvu, na ta način prebijanja trte, kjer lahko pravzaprav vsak naredi, poiskati mora samo izvor te eske in to je najcenejša varianta in tudi najhitreje, saj lahko v 1 uri narediš tudi do 30 trt in pravzaprav lahko vsak vinogradnik, tudi veliki vinogradniki, lahko na ta način rešijo, bom rekel, velik del svojih propadajočih trt tako, da jih ohranijo spet pri življenju. Ko smo na trti okuženi zvezko najprej odstranili grozdje, je pa zelo pomembno, da imamo z nekim orodjem, ugotovimo, kje je vdorno mesto za eske. Navadno je vdorno mesto vedno pri veliki rani in v tem primeru je to velika rana. In potem pogledamo, kjer je pravzaprav izvor te eske, tam mora biti mehko gobasto tkivo. In kot vidimo, je vdorno mesto 10 do 12 cm. Pomeni, da ko bomo šli z motorko, bomo odstranili bomo ta del in na najbolj preprost način bomo sever-jug naredili zarezo, centimeter debelo, 15 do 20 cm in to je tudi vso delo. Namreč prihajamo do enega zaključka, ker je gliva najbolj negativna stvar za glivo je sonce in zrak in vročina. Delamo to v izredno suhem, vročem vremenu z zarezo sever-jug, kjer sonce čim prej posije v tole zarezo. Je pa res, da predtem to motorko razkužimo in razkužimo potem tudi, bom rekel, to zarezo, lahko z kombinacijo ali pa z razredčenim alkoholom, lahko tudi z kakšno močnim domačim kisom, lahko tudi s kakim peroksidom, lahko pa tudi s kakšno bakrenno raztopino. Skratka, da deloma razkužimo.
zelo preprosta, skrajšana oblika dendrokirurgije, kjer sicer ni zaščite z trihodermo, kjer nismo pravzaprav očistili celotne eske, kajti vidimo tale poganjek, ki je tako nizko in je kljub temu že okužen z esko, pomeni, da eska je okužena posod tule, lahko tudi do podlage, ampak smo naredili samo tole zarezo in velika verjetnost je, da se bo trta na tej strani ali pa tule mogoče obrasla, je pa to tudi veliko vprašanje. Z takšnimi načini reševanja nekje lahko vsaj polovico na smrt obsojenih trt tudi rešimo z ostalo dendrokirurgijo, z izvotlavanjem in z vsem tem stvarmi. Potem pa z mazanim trihodermo pa lahko imamo tudi do 80 ali pa celo več odstotno učinkovitost. To v vinogradih, kjer so trte stare 30 let in več in imamo potelčno kakovost, pomeni izredno ekonomsko, bom rekel, uspešno delovanje. Lahko pa pokažemo, kako bi morali pravzaprav to trto kompletno izvotliti, kajti ta trta je poškodovana od tu in do podlage. Zato bi morali očistiti pravzaprav trto do podlage. Je ostal pravzaprav samo še zdravi obod. Vse ostalo je lesna gliva že uničila in je že prišla pravzaprav v podzemni del. Zato je pri tej trti velika verjetnost, da trta se ne bo obrasla in pa da ne bo preživela. Kajti, ko je enkrat eska v podlagi in v koreninskem vratu, je potem trta, bom rekel, pač namenjena za propad. To edini živi obod. Tole se običajno pri dendrokirurgiji z trihodermo to tudi premaže, kajti to se ugotovljeno najbolje, da se dela v najbolj vročem poletnem času, ko je sonce, ko je vročina, takrat sonce in vročina pravzaprav glivo uničita. Če pa to delamo v kakšnem vlažnem ali pa zimskem času, kjer tako zvani spolni trosi letijo okrog, vam moram povedati, da je to lahko zelo, zelo prešljivo in je za trto lahko tudi pogubno. Tu pač imamo potem to razkužilo in potem vse malo razkužimo, tako da ne pride do te osnovne oksidacije oziroma spet kakšnega infekcije. In to je tole. In upamo, da bo vse v redu. Takšni sistemi, ki jih lahko pravzaprav vsak vinogradnik naredi sam, seveda potem moraš biti primerno tudi opremljen. Zaščita je izredno pomembna v tem primeru, kajti motorna žaga zahteva tudi svojo izobrazbo oziroma svoje potrdilo, da znaš s tem rokovati. Potem pa, da to narediš v takem času, kot je tole. Takšna oblika izrezovanja potrebuje včasih tudi pol ure za takšno izrezovanje, ko pa gre v sistemu samo prebijanje, pa lahko delaš 30 takšnih komadov v vinogradu na uro in pravzaprav bi na tak način lahko vsak vinogradnik rešil svoj problem eske v svojem vinogradu in če imamo vsak v svojem vinogradu rešen problem eske, je tudi v Sloveniji rešena. Olje v motorni žagi mora biti jedilno, najlepše olje oljščice in pa vedno pod vsaki trti razkužimo verigo. Prav tako potem tudi prerezano mesto trte. Če ponovimo, ko vidimo trto, ki je okužena z esko, to grozdje še nekako v redu, kot se temu reče, ampak to grozdje dolgoročno ne sme priti k ostalim grozdem. Prvo vidimo, kje je vdorno mesto v vseh teh velikih suhih. Torej, prvo, kaj naredimo, je odstraniti. Drugo ugotovimo, kje je vdorno mesto. Vdorno mesto ugotavljamo, je v tej rani, ki je bilo tule,
je v tej rani, ki je bilo tule, ki je zamakala, ki je bila naredita v živo in skozi katero je potem eska prodrla v trto. Eska ne more prodeti v trto, lahko samo na velikih ranah, pa na mokrih ranah. Ne more iti skozi enoletni les, ampak samo v teh velikih ranah. Zato je tako pomembno in odgovorno pri preprečitvi eske je pravilna rez. Rez, kjer več ne delamo velikih ran, ali z domače povedano, rez brez žagice. To znamo, to kažemo vsako leto in res priporočam, preden začnete to delati, da pomislite, da je izvor v nepravilni ali bom rekel preveč ostri rezi. Torej, če nadaljujemo. Gornjo mesto eske. Tukaj je izvor. Dovolite? To je vsa umetnost, za katero smo ugotovili, da je med 50 in 60% učinkovitost. Pomeni trta, ki bo v naslednjih 2 letih ali pa naslednje leto propadla. Si naj vinogradnik zabeleži vsako trto in večina je bilo pri nas takih, ali pa vse so bile takšne v poskusu, da so kljub takšni obliki in tole se obrasle in so imeli normalen predelek. Res oblika pa izgled ni najpomembnejši, ampak trta pa je funkcionalno rodna, je zdrava in kar je pa bistveno, ne da trto obdržimo takšno, ampak da ko bo začelo poganjek rast tukaj ali pa tukaj, bomo v 2, 3 ali pa 4 letih zgorili novo deblo, odrezali v stran in dobili novo trto. In s tem pač rešili ekonomsko pridelek pa vse ostale stroške.